Pa kar k prvemu bloku, ki ga po sklepu, po odločitvi programskega odbora vodim sam, tako da nagovarjam kar prvega našega referenta, Petra Vodopivca, da pride lahko. Cenjene gospe, cenjeni gospodje, kolegice in kolegi, politično zedinjenje Hrvatov, Srbov in Slovencev je v ideji Jugoslavije jeseni leta 1917 v Ljubljanskem zvonu zapisal pravnik in publicist Vladimir Knaflič. In v njej ni velike Hrvatske, ki bi Srbe utajila in Slovence pozobala. V njej ni velike Srbske, ki bi zagospodovala nad Hrvati in Slovenci. V njej ni risum teneati samici, smeha se vzdržimo prijatelji velike Slovenije, ki bi zarobila v Balkan. V ideji Jugoslavije je ideja trojedinega, medsebojno, v vsakem oziru enakovrednega in enakopravnega naroda slovensko-hrvatsko-srbskega, v zmislu jugoslovanske ideje delamo Slovenci samo tedaj, če varujemo sledno pet slovenske zemlje, če se borimo za združeno Slovenijo in za njen najnujnejši procvit na gospodarskem in kulturnem polju. Knaflič je s polemično repliko pod naslovom Vraz Prešern zavračal nekaj mesecev prej v Slovanu objavljeno stališče Antona Lobode, Antona Velika, da v slovenščino ni smiselno prevajati romana ruskega književnika Dmitrija Sergejeviča Mereškovskega Leonardo da Vinci, ki je že šel v hrvaščini in mu poučital, da bi bil, če bi slovenski bralci lahko brali roman Mereškovskega le v hrvaškem prevodu, jugoslovanski problem rešen v Vrazovi smeri, Prešern pa bi se obrnil v grobu. Vrazova ideja ni jugoslovanska ideja, je ugotavljal. Kakor je del Jugoslavije Hrvaška, je tudi Slovenija njen enakovredni in enakopravni del. Kdor oslabi Slovenijo, oslabi vso Jugoslavijo. Po Knafličevem mnenju ideja Jugoslavije ni zahtevala kulturnega zedinjenja Slovencev, Srbov in Hrvatov, temveč približevanje in spoznavanje med njimi. Toda pri tem ni bilo njegovi kratki polemični repliki leta 1917 nič bolj kot njegovi članki o jugoslovanski ideji in jugoslovanstvu jasno, kakšno naj bi bila prihodnost posameznih jugoslovanskih narodov združenih v trojedinem slovensko-hrvaško-srbskem narodu. Gre nam sicer za edinstvo Jugoslovanov, edinstvo Slovencev, Srbov, Hrvatov, Bolgarov, Macedoncev, vendar nikakor ne, da se mora to edinstvo izvršiti, kakor se izvrši edinstvo kače in žabe, da prva oslini in požre drugo, je trdil ob zaključku znane ankete v jugoslovanskem vprašanju, ki ste jo skupaj z Bogomilom Vošnakom leta 1913 organizirala v Goriški veli. Jugoslovansko edinstvo, ki ne bi pomenilo edinstvo države, naroda, kulture, v končni posledici pa tudi knjižnega jezika, ne bi bilo po Knafliču dolgoročen cilj. Pot do njega pa proces, ki ne bi potekal v dveh stopnjah. Najprej izgradnjo lastne kulture, njeno obrambo pred nasprotniki, nato pa širitvijo jugoslovanske narodne zavesti ter živahnimi kulturnimi stiki in medsebojnim jezikovnim in kulturnim spoznavanjem med jugoslovanskimi narodi. Jugoslovani smo sedaj šele nekako tam, kjer so bili Nemci pred letom 1813 in Italijani pred leti 1848-1866 je pisal. Da so bili Slovenci narod, zanj ni bilo dvoma. Toda, kot je trdil Gvedi v začetku leta 1914, dobrih 50 let pred Dušanom Perjevcem in več kot 70 let pred Tinetom Hribarjem, Slovenci niso bili političen narod, nacija. Problem majhnega naroda naj bi tako bil postati nacija. Gibanje, ki naj bi težilo k preoblikovanju slovenskega naroda v politično nacijo, pa naj bi bil jugoslovanski nacionalizem. In kaj naj bi bil Prešern jugoslovanstvu? Prešern in od njega započeta smer si mora pridobiti v jugoslovanskem tipu kulture tako mesto, da ne bo možno govoriti o jugoslovanstvu brez nas, je že leta 1914 odgovarjal Knaflič. Mlado generacijo pa čaka ogromen kos dela, da pribori naši slovenski od Prešerna započeti kulturi primerno mesto. V luči Knafličevih predvojnih člankov se Knafličeve in Melikove predstave o Slovencih in jugoslovanstvu sploh niso tako zelo razlikovale, kot bi bilo mogoče sklepati po Knafličevi polemični repliki leta 1917, nasprotno bile so celo zelo podobne. Melik je že v članku v Slovanu, ki bo predmet Knafličeve kritike, povsem jasno zapisal, da je po njegovem mnenju uresničitev majniških zahtev po samostojni jugoslovanski državi
državni skupini v okviru Habsburške monarhije predpogoj kulturnega zedinjenja. To pa naš končni cilj, ki ga ne bomo dosegli čez noč, temveč v prihodnjih tretji, morda četrti generaciji. Prva faza na poti do tega cilja naj bi bila kar najtesnejša kulturna kooperacija Slovencev, Hrvatov in Srbov z ustanavljanjem skupnih kulturnih ustanov in revij, v okviru in na straneh katerih naj bi bili slovenski, hrvaški in srbski jezik popolnoma enakopravni. Vsa naša dosedanja leposlovna literatura naj bi postala last tudi srbsko-hrvatskega plemena. Slovenci pa bi srbsko-hrvatsko literaturo sprejeli za svojo, je pisal. Kar je bilo že prevedenega na srbski ali hrvaški jezik, naj bi ne prevajali v slovenščino, in kar je bilo prevedeno v slovenščino, ne v srbski in hrvaški jezik. Jezikovne ovire, vkolikor bodo spočetkale, vendarle obstajale, bi morali čim prej obvladati z učenjem srbo-hrvaščine v slovenskih šolah in slovenščine v srbskih in hrvaških. Posebno pozornost pa bi bilo treba posvetiti tudi družabnemu mešanju Slovencev, Srbov in Hrvatov v vsakdanjem življenju. Na ta način naj bi se po Melikovem prepričanju usmeril razvoj slovensko-hrvatsko-srbskega kulturnega in narodnega življenja v konvergentno smer, in to naj bi bila edina pot, po kateri naj bi se prehod iz slovenstva in jugoslovanstvo izvršil organično. Prešernov in Vrazov problem naj bi bil tako rešen v Vrazovi smeri, a po Prešernovi metodi. Po Meliku je bil jugoslovanski nacionalistični program v popolnem skladu z naravnim razvojem. To je zakoni, ki so se tudi širše v Evropi uveljavili pri nastajanju narodov. Tedaj 28-letni geograf in zgodovinar je bil edini med sodelavci tedanjih slovenskih revij in časopisov, ki je že jeseni leta 1917 v Slovanu, leta 1918 po več obsežnih člankih v Ljubljanskem zvonu, razmišljal o razlikah v narodnem oblikovanju zahodno-, srednje- in vzhodnoevropskih narodov in poskušal svoje predstave o jugoslovanskem narodu, ki nastaja, kot je naslov enega svojih člankov, pojasniti z vidika širše evropske zgodovine. V njeni luči naj bi bilo jasno, da je bila najpomembnejši dejavnik v nastajanju narodov enotna država, v okviru katere se je, kot je trdil, iz več ali manj različnih plemen ali plemenskih drobcev vsled skupnega političnega življenja, skupnih vojska, zlasti pa skupnega verskega in kulturnega življenja izoblikoval narod. Tako naj bi nastali vsi historični narodi, kar naj bi nazorno razkrival narodni in državni razvoj Angležev in Francozov. Drugače kot na evropskem zahodu pa naj bi potekal razvoj v srednji in vzhodni Evropi ter zlasti v slovanskem svetu, kjer so se državne tvorbe v glavnem ne po volji slovanskih plemen, temveč proti njej pogosto in bistveno spreminjale. Večina slovanskih narodov je bila v takšnih razmerah šele plod novejšega časa. Pri nekaterih med njimi, kot pri Srbih, Hrvatih, Bolgarih in Čehih, je kari samostojnega nacionalnega nastajanja krepil spomin na nekdanjo izgubljeno državno samostojnost, pri drugih, tudi pri Slovencih, pa sta bila narodno oblikovanje in kultura rezultat zavestnega ustvarjanja in narodno-političnega oživljanja od reformacije in književnih začetkov dalje. Ta razvoj je pri Slovencih, kot je pisal Melik, potekal med oddajnih, vendar vsiljenih mejah političnega območja nadvladajočega naroda in ni obkrožil etnografsko najsorodnejše jugoslovanske skupine, zaradi česar so se Slovenci razvili v posebno južnoslovansko skupino. Slovenska narodna individualnost naj bi bila v tej luči, kot je še julija leta 1918 ugotavljal Melik, predvsem rezultat jugoslovanski skupnosti neugodne preteklosti. Celo politične historične skupnosti z nemškim ljudstvom, saj naj bi si bili Slovenci, Hrvati in Srbi prvotno tako blizu, da bi se prav gotovo razvili v enoten narod, če bi tega ne preprečila neugodna zgodovina. Prav narodno-politično dogajanje v slovanskem svetu v poslednji dobi pa naj bi kazalo, da proces nastajanja narodov pri Slovanih še ni zaključen, kar naj bi pomenilo, da slovenska, hrvaška in srbska narodno-kulturna formacija niso končno veljavni zaključek narodnostnega razvoja, temveč le faza razvoja, katerega nujni rezultat bo jugoslovanski narod. Melik je v tej luči stališče, da zahteva jugoslovanski nacionalizem le politično edinstvo Jugoslovanov, dopušča pa, kot je to imenoval, kulturni separatizem Slovencev, Hrvatov in Srbov zavračal kot protislovno.
Zakaj kdor ne priznava procesa kulturnega spajanja, ne priznava narodnega nastajanja in ta ne more govoriti o narodni edinstvenosti Jugoslovanov, da si ravno je lahko fanatičen bojevnik za naše politično združenje, je trdil. V tem smislu se mu je zdelo neprimerno tudi sklicevanje na po njegovih besedah konvencionalne pojme, federalizem, centralizem, saj ne bi bilo jasno, da bo morala jugoslovanska država upoštevati pravne, šolske, kulturne razmere dosedanjih narodno-političnih individualitet, medtem ko bo njena uprava v skladu s tendenco moderne dobe zgrajena na avtonomnih manjših enotah, o zadevah zunanje političnega, financialnega in kulturno-političnega značaja pa bo odločal skupen parlament. V kulturnem oziru si bomo na primer Slovenci zgradili kulturne institucije, ki so potrebne za kulturni razvitek, ter bomo slovensko kulturno življenje koncentrirali bržkone v Ljubljani. To naše kulturno udejstvovanje bomo obenem družili ter spajali s srbskim ter hrvatskim v jugoslovansko enoto, da se bo medsebojno dopolnjevalo ter tvorilo organično vsestransko kulturno kontinuiteto. V Melikovih očeh je bil razpad Habsburške monarhije, kot je ugotavljal v članku Nacionalna država proti historični, v zadnji decembrski številki Ljubljanskega zvona leta 1918 dodatni dokaz o zatonu večnacionalnih historičnih držav. Švica, ki so nam jo, kot je zapisal, do včeraj stavili za vzgled smiselnosti večnacionalnih držav, pa naj bi bila anahronizem. Medtem ko je francoski slavist Louis Leger v odzivu na Niško deklaracijo leta 1915 srbskega monarha in srbske voditelje opozarjal, da je lahko Ilirska, tako imenovana, to je Jugoslovanska federacija, če bo do nje prišlo le neke vrste slovanska Švica, je del slovenskih izobražencev očitno še decembra 1918 menil, da Švica ne more biti nikakršen zgled, saj ni nikakršna geografska, ekonomska, nacionalna ali internacionalna nujnost, temveč le historična slučajnost, za katero ni nobenega eksistenčnega razloga. Kako širok je bil v resnici krog slovenskih izobražencev, ki so v letih 1917-1918 razmišljali podobno kot Anton Meli, je seveda vprašanje, na katero je težko odgovoriti. Melik je v Ljubljanskem zvonu po leta 1918 omenjal, da je bilo glede bodoče notranje ureditve jugoslovanske države že zapisanih in izgovorjenih kar nekaj pripomb, da pa do prave javne razprave še ni prišlo. Kot že rečeno, je Anton Melik v člankih leta 1918 objavljenih v Ljubljanskem zvonu tedaj edini obširne razmišljal o jugoslovanstvu, Slovenci, o narodnem oblikovanju slovanskih, južnoslovanskih in drugih evropskih narodov ter o slovenski in jugoslovanski narodni državni prihodnosti. Njegova razmišljanja in stališča pa po svoje presenetljivo se javno niso naletela na nikakršen odziv, ne na polemično nasprotovanje, ne na pritrjevanje. Nanja se niso glasneje odzvali niti tako imenovani socialistični mladini v svojem glasilu Demokraciji, ki so, kot je znano, sprejeli idejno bistvo Majniške deklaracije, ne pa njenega sklicevanja na Habsburški okvir in hrvaško državno pravo. Pri tem pa zastopali stališče o avtonomistični oziroma federalistični ureditvi prihodnje jugoslovanske države, odklanjali ideje o enem samem jugoslovanskem narodu, ter govorili in pisali o avtonomiji Slovencev v Jugoslaviji in Jugoslaviji kot zvezni državi. Samo odločevanje je prva in temeljna zahteva demokratizma in socializma, so zapisali v prvem zvezku demokracije spomladi leta 1918. V imenu samoodločevanja narodov zahtevamo federalistično ujedinjenje slovensko-hrvatsko-srbskih ozemelj. Toda tega, kakšno naj bi bilo to federalistično ujedinjenje, kakšni odnosi med jugoslovanskimi narodi in kakšen položaj Slovencev v jugoslovanski državi, tudi uredniki in sodelavci demokracije niso podrobneje pojasnili. O tem se je v Demokraciji obširne razpisal samo elektroinženir Anton Štebi, ki je v začetku jeseni leta 1918 v članku z naslovom Resnice in ideali jugoslovanskega problema opozarjal, da imajo narodno-politična stremljenja v bistvu centrifugalne moči, ki povzročajo lahko pri malenkostnih diferencah velike učinke. Danes še nočemo pojmiti in uvideti te resnice, ker se bojimo, da bi pri tem spoznanju trpelo naše stremljenje po ujedinjenju, je zapisal.
A gotovo je, da pride po kratkem času skupnega življenja med Slovenci, Hrvati in Srbi do narodno-političnih bojev, mogoče do srditejših, kakor so se le kdaj bili naprimer med nami in Nemci. Plemenske različnosti so energične sile, ki se do danes še niso prav nič izenačile. Zato ni upravičeno pričakovanje, da bo bodočnost očiščena narodnih bojev. Po Štebljevem prepričanju je bilo združenje, s katerim bi Slovenci, Hrvati in Srbi postali s Srbi obeh srbskih kraljevin, ter z Bolgari in Makedonci eno telo, povsem nemogoče. Saj so jih kljub enotnemu jeziku ločevali nepremostljivi pripadi. Zlasti Srbi naj bi bili povsem drugačni kot Slovenci in Hrvati, te razlike pa naj bi bile še večje pri Srbih onstran Drine. V tem smislu se je Štebij zavzel za jugoslovansko državo, ki bi na temelju narodno-političnega soglasja združila le Slovence, Hrvate in Srbe monarhije, uštevši z Bosno in Hercegovino, medtem ko naj bi Srbi onstran Save, Donave in Drine v interesu mirnega in naravnega razvoja ostali v svoji hiši, kot je pisal. Uredništvo Demokracija, ki ga je vodila Štebijeva sestra Antonija, se je zaradi Štebijevih stališč do združenja s srbsko kraljevino od Štebijevega pisanja distanciralo in pojasnilo, da je njegov članek objavilo le, ker je naša revija Svobodna tribuna. Kako pomembna bo za prihodnjih 50-100 let nove države rešitev ustavnega vprašanja je v novembrski številki Demokracije, torej že po nastanku države SHS, kratko razmišljal tudi Albin Prepeluh, ki je dilemo centralizem ali federalizem prav tako označil za zmotno. Pri tem je zelo splošno ugotavljal, da se bo pač v skladu z nazori o moderni državi pri nekaterih rečeh treba odločiti za centralizem, pri drugih pa za federalizem, hkrati pa ustavo ne pripisati iz ustav drugih držav, temveč utemeljiti na spoznanjih dosedanjega historičnega življenja, predvsem pa na načelih politične in ekonomske demokracije in stališču, da izvira vsa oblast iz ljudstva. Za prevladujoča stališča v uredništvu Demokracije pa je verjetno vseeno značilno, da so uredniki v zadnji Cankarjevi številki Demokracije objavili Cankarjevo predavanje Slovenci in Jugoslovani iz leta 1913. Kot vemo, je bilo majniško gibanje, ki se je od septembra 1917 razmahnilo na veliki večini Slovenci poseljenega ozemlja, edino resnično množično gibanje v podpori Jugoslaviji in jugoslovanski ideji med Prvo in svetovno vojno na tleh nastajajoče jugoslovanske države. Podpisov in izjav podporo Jugoslaviji v Habsburškem okviru je bilo, kot je v svoji knjigi Majniška izjava in deklaracijsko gibanje pokazala Vlasta Stavbar, celo precej več, kot so jih spomladi leta 1918 slovesno izročili Antonu Korošcu. Slovenski voditelji, ki so se začeli na gospodarsko in finančno samostojnost pripravljati že po ustanovitvi Narodnega sveta avgusta 1918, nastanka države SHS, kot je že večkrat opozoril Jurij Perovšek, niso dočakali nepripravljeni. Že pred razpadom monarhije pa so začeli nastajati tudi prve ustanove avtonomne slovenske in jugoslovanske oblasti. Toda napovedujoče se Jugoslavije in odnosov v njej si vseeno ni še natančneje predstavljal. Javno razpravo o tem je, kot je znano, v začetku oktobra, dobre 3 tedne pred razpadom Avstro-Ogrske, v Slovencu začel Fran Šuklje, ki za ustavni odsek Narodnega sveta pripravil predlog ureditve zaželene dežele. Ta naj bi obsegala jugoslovanska območja Avstro-Ogrske, razdeljena pa naj bi bila na 3 enote, na zedinjeno Slovenijo z Istro, na Hrvaško ter na Bosno in Hercegovino z Dalmacijo. Vsaka od teh enot naj bi imela avtonomijo in naj bi si notranje upravo uredila sama, pri čemer naj bi se Slovenija oprla na avstrijsko tradicijo in ostala tudi naprej razdeljena na zgodovinske pokrajine in ustaljene upravne enote. Zgodovinsko in državno pravno ločeni se bodemo lažje privadili eden drugemu, je pisal Šukle. Prepotrebna asimilacija vseh 3 gran, iz katerih je sestavljen troimenski narod jugoslovanski, bode se morda najbolj pospešila, a vsakemu plemenu omogoči svobodni razvitek na naravni podlagi. Šukleta so odločno zavrnili liberalni voditelji in mu očitali, da so njegove zamisli avstrijakanske in premalo jugoslovanske. Če si predstavljamo jugoslovansko državo, ne moremo si predstavljati, da bi v njej nastala posebna slovenska, posebna hrvaška in posebna srbska skupina, je menil Ivan Tavčar.
Ta država se ima takoj z početka postaviti na temelj, da v njej prebiva en sam narod. 29. oktobra 1918 nastala država Slovencev, Hrvatov in Srbov je sicer obstajala le dober mesec, toda upravno-politična je bila, kot je prepričljivo pokazal Jurij Perovšek, konfederalna republika. Vseeno odgovorimo vprašanja o upravni ureditvi nove države, odnosih med njenimi posameznimi deli in narodi ter o položaju posameznih narodov v njej niso bili nič bolj jasni kot v razpravah o jugoslovanstvu in milenizmu pred Prvo svetovno vojno in v zadnjih 2 vojnih letih. 30 slovenskih izobražencev, ki so novembra leta 1918 v okviru kulturnega odseka Narodnega sveta razpravljali o teh vprašanjih, je, kot je znano, po dolgotrajnem in protislovnem polemičnem razpravljanju z enim glasom proti sprejelo izjavo, v kateri so se zavzeli za politično popolnoma edinstveno državo, ki bo, naj bo organizirana kakorkoli po svoji moči pospeševala razvoj prosvetnega življenja vseh 3 narodov na podlagi kulturne avtonomije. Izjavo je, kot je leta 1998 na simpoziju o slovenskih zamislih o prihodnosti okrog leta 1918 prav v tej dvorani opozoril Ervin Dolenc, naknadno podpisalo še 16 izobražencev, med njimi Ivan Cankar, vendar ni bila objavljena v tisku, medtem ko je slovenski narod objavil tako imenovano izjavo duševnih delavcev, ki zahteve po kulturni avtonomiji ni več omenjala. To izjavo je, kot je opozoril Dolenc, podpisal en podpisnik manj kot prvo, kar 19 ali 20 podpisnikov pa je podpisalo obe izjavi. Po prevladujočem mnenju v zgodovinopisju je mogoče nejasne, protislovne in negotove, celo na postopno opuščanje slovenskega jezika in narodne individualnosti pripravljene predstave o zaželeni jugoslovanski državni skupnosti razložiti predvsem z občutki slovenske narodne ogroženosti in majhnosti, pa tudi strahom, da bodo avstro-ogrski Hrvati in Srbi Slovence izpustili iz svojih načrtov. Igor Grdina pa je mnenja, da je bil eden glavnih razlogov, da zlasti kulturniki v propadu Habsburške monarhije niso odigrali odločilnejše vloge v njihovih nejasnih in nedomišljenih predstavah o temeljnem vprašanju slovenske kolektivne eksistence. Mnogi med njimi pač niso bili pripravljeni ali pa tudi nesposobni prisluhniti drug drugemu in argumentom, ki bi lahko okrepili njihovo kolektivno narodno odločnost in samozavest. Tako je med drugim ostala povsem prezrta proti koncu leta 1917 v kratkem prispevku Narodnost in historizem v ljubljanskem Zvonu zapisana misel Otona Župančiča, da bi bila domnevna slovenska nehistoričnost lahko zaradi neobveznosti napram preteklosti in nepreobloženosti z nadležno staro šaro dragocena tudi Hrvatom in Srbom. Nimamo Dušanov in Krešimirov, je z neprikritim kančkom ironije ugotavljal Župančič. Zato pa nam tudi ne zaslanjajo pogleda v carstvo bodočnosti, nam ne zastavljajo pota v sveto mesto bratstva in svobode. Z tega vidika smo v Jugoslaviji Slovenci najnaprednejši in najmodernejši element. Hvala lepa.